pozdrav. V mojem imenu in v imenu mojih dveh kolegov, dr. Zvera in gospoda Peterleta, ki sta pa danes žal oba službeno odsotna, tako da to ni, tudi pri njiju ni dan za počitek, ampak jo opravičujem, ker imata druge obveznosti in smo si malo razdelili naše delo. Anja je že kar precej povedala o našem plenarnem zasedanju. Jaz bi pa začela, če mi dovolite, nekje drugje, kajti Evropski parlament v celoti zaseda tudi na tako imenovanih mini plenarnih zasedanjih v Bruslju in tudi takrat sprejemamo razne dokumente in tako mini plenarno zasedanje se je zgodilo prejšnji teden. Pretekli teden je bila tudi 20. obletnica samostojnosti Slovenije in vseh 7 poslancev v Evropskem parlamentu nas je skupaj ta velik praznik tudi obeležilo. Tako da mislim, da je to ena velika stvar, pomembna stvar, zlasti v teh zelo razburkanih slovenskih časih. Smo pokazali in dokazali, da žalo tudi stopiti skupaj, čeprav smo iz različnih političnih skupin in kakšno stvar skupaj narediti. In se mi zdi, da glede na obisk smo tudi povezali Slovence v Bruslu, kajti potem smo se po teh dogodkih tudi zbrali na pogostitvi in dejansko nas je bilo veliko. In lepo je to povedati tudi doma v Sloveniji, se pravi, da stopimo skupaj, kadar je treba. Potem na mini plenarnem zasedanju tega pa omenjam zaradi tega, ker je bilo na njem v obravnavi poročilo o direktivi o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu. In za to direktivo sem tudi bila sama odgovorna, poročevalka Evropskega parlamenta. Ta direktiva je bila tudi sprejeta z veliko podporo. Rezultat pa bo, da bomo prvič na evropskem nivoju imeli zakonodajo z tega področja. Direktiva uravnava ne samo uporabo tehnologij, ki zagotavljajo varnost ljudem in tudi okolju, ampak tudi zadostne človeške vire, finančne vire, zahteva tudi upravni organ, ki je kredibilen, se pravi verodostojen in dovolj močan, da ljudje lahko zaupajo, da skrbno spremlja, kaj se v posameznih državah dogaja. Kako bodo to države zagotovile, morajo zapisati v svoje nacionalne programe, ki jih bo komisija pregledala in potem tudi spremljala njihovo izvajanje. In menim, da je to pravzaprav največja dodana vrednost vsega skupaj. Jaz predpostavljam, da so namreč tiste evropske države, ki so jedrske, ki imajo jedrske elektrarne, so zelo resne, skrbijo za jedrsko varnost, ampak zdaj bodo imele nad seboj še nek organ, ki bo spremljal, kako izvajajo tisto, kar je napisano in bodo dejansko morale tudi poskrbeti za odlagališča radioaktivnih odpadkov. Vemo, da je odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov svetovni problem. Evropska unija tu je v prednosti, kajti pričakujemo, da bo prvo tako odlagališče zgrajeno kaj kmalu na Finskem, nato na Švedskem in kot tretja država, kar v svetovnem merilu, bo Francija. Če koga še kaj več zanima, bom potem z veseljem odgovorila na vprašanje. Na mini plenarnem zasedanju prejšnji teden smo tudi razpravljali o poročilu, ki govori o okoljskih ciljih Evropske unije. V tem poročilu sem bila zadolžena za pripravo mnenja v odboru, ki je pristojen za industrijo, raziskave in energetiko. Kot sem rekla, razprava je bila opravljena pretekli teden, o njem bomo glasovali naslednji teden. Srž vseh razprav pa je, ali imamo dovolj visoko zastavljene, dovolj ambiciozno zastavljene podnebne cilje, ali jih moramo še zvišati in to do leta 2020. In tu so pogledi na to vprašanje različni, med političnimi skupinami, tudi znotraj političnih skupin. Nekatere pač bolj poudarjajo okoljski vidik in si želijo cilje povišati, druge poudarjajo, da je treba gledati celovito na to vprašanje, upoštevati tudi možnost odtekanja ogljika oziroma selitve tehnologij v tretje države, če bomo preveč ambiciozni.
in videli bomo, kaj bo naslednji teden izglasovano. Težko namreč napovem zdaj izid glasovanja, kajti dva odbora je bila skoraj enakovredna pri pripravi poročila za Evropski parlament in en odbor, to je bil odbor za okolje, je izglasoval bolj ambiciozne cilje. Drug odbor pristojen za industrijo, raziskave, energetike, pa je dejal, da naj ostanemo pri teh ciljih, kot jih imamo doslej. Moramo pa več narediti na področju učinkovite rabe energije, kjer ne izpolnjujemo ciljev. In v tem odboru smo tudi podali kar nekaj predlogov, kako dejansko izboljšati učinkovito rabo energije in tako potem posredno tudi zmanjšati svoje izpuste. Toliko še o pojasnilo o četrtku. Naslednji teden pa, kot sem prej že omenila, vsebinsko izredno težko plenarno zasedanje. Ena vsebina, en paket zakonodajni ni bil omenjen, za katerega v naši politični skupini močno upamo, da bomo o njem glasovali. To je paket o gospodarskem upravljanju. Veste, da so evropske države, številne države članice v težavah, da pakt za stabilnost in gospodarsko rast ne deluje, kot bi moral, in zaradi tega je bil pripravljen paket 6 zakonodajnih dokumentov, s katerim, ki daje več ko bo veljal, bo dal več pristojnosti Evropski komisiji, da bo spremljala ne samo zdravje finančnega stanja v posameznih državah članicah, ampak da bo spremljala tudi makroekonomska neravnovesja in komisija bo tudi dobila pristojnost ukrepanja. Skratka, gre za to, da se tudi z evropskega nivoja spremlja stanje v posameznih državah članicah in da v primeru, da te ne izpolnjujejo zadanih nalog, da se jih tudi kaznuje v obliki pologov oziroma glob ali kazni. Vprašanje tu gre za to, seveda, da čim prej, kot je paket sprejet, tam bolje za celotno Evropsko unijo. To vsi vemo. Težave so pa v tem, da po eni strani prihaja do določenih različnih pogledov že med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. Največje v bistvu zavora pa je, da na to vprašanje različno gledata Svet in Evropski parlament. Svet se namreč zelo boji, da bo izgubil in dejansko tudi bo pristojnosti v primeru, da država članica svojih zavez ne izpolnjuje. Podobno je potem zelo, bi rekla, vsebinsko pomembno poročilo, ki je nastalo v odboru, začasnem odboru Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z oblikovanjem odziva Evropskega parlamenta na gospodarsko krizo. To je pravni član naš kolega Ivo Vajgl, tako da računam, da bo v naslednji priložnosti on kaj več povedal. Gre pa spet za en velik paket predlogov glede finančnega stanja, glede globalnega upravljanja monetarnega sistema in pa potem tudi izboljšanja konkurenčnosti in trajnostnega razvoja v Evropski uniji. Potem je tudi vsebinsko izredno zanimiv in pomemben paket o energetski infrastrukturi. Evropska komisija je namreč konec preteklega leta pripravila dokument, v katerem je predlagala, da bi z novo finančno perspektivo na novo definirali projekte, ki so na področju energetske infrastrukture posebnega pomena za Evropsko unijo. In da bi ti projekti dobili nek poseben status in na podlagi tega statusa tudi določena pravila, da bi bilo možno prej izvesti manj administracije in pa da bi bilo zanje tudi na voljo nekaj evropskih sredstev. V tem dokumentu, ki ga je pripravila komisija konec lanskega leta, je tudi predlagala več koridorjev za plin in elektriko, kajti gre za projekte na področju plina, elektrike in pa prenosa in pa seveda prenosnih omrežij. Evropski parlament je ta dokument komisije naštudiral in naslednji teden bomo podali svoje predloge, kaj mi mislimo, so tisti kriteriji, po katerih bi morala Evropska komisija
umestiti določene projekte kot projekte posebnega pomena za Evropsko unijo. No, na podlagi vseh teh mnenj, ki jih bo komisija pridobila, pa bo v jeseni pripravila zakonodajni predlog. Gensko spremenjeni organizmi so bili že omenjeni, če bo kakšno vprašanje še kasneje pojasnim. Mislim, da je pomembno za Slovenijo, za naše državljanke in državljane še to, da bomo sprejeli novo uredbo o označevanju hrane. Z evropskega nivoja bo namreč zdaj določeno, kako morajo biti izdelki označeni, da so bolj prepoznavni, da je dovolj velik font, da je dovolj velik kontrast med besedilom in ozadjem in kaj vse mora biti tudi označeno. Alergeni, rastlinska olja, transmaščobe, potem država porekla. Zelo zanimiva pa predvidevam tudi, da bo tudi razprava o tako imenovanem poročilu DAF, to je o volitvah v Evropski parlament, kjer se pojavlja zdaj ideja, da naj bi se že na naslednjih parlamentarnih volitvah pojavila neka vseevropska kandidatna lista. V naši politični skupini smo veliko razpravljali o tem, mnenja so razdeljena. Jaz lahko povem zase, da menim, da se mi ne zdi resno od Evropske unije, da spreminjamo pravila, neka pravila prej, preden smo stara implementirali. In da pričakujem od evropske politike, da bo čim prej uresničila zaveze iz Lizbonske pogodbe in da torej najprej Slovenija dobi svojo dodatno poslanko v Evropski parlament, potem bomo pa videli, kako obstoječi sistem deluje in lahko ocenili, ali so potrebne kakšne spremembe.